Živijo. Evo me, danes vas pa pozdravljam iz svojega prostora tukaj v centru Kopra. Nažalost sem doma pozabila, ker sem tako hitela, tale moj mikrofonček, tako da bo verjetno malo odmevalo. Ja, škoda, ker vem, da bi bilo veliko lažje, če ne bi odmevalo, ne? Ampak kaj čemo, tako to je. Ja, zdaj tudi ne vidim na telefon, kdo je, kdo ni. In danes je sreda, naš tretji dan, oziroma tretji dan našega druženja. Upam, da pridno vadite z mano tehnike. Si bom pa danes vzela v bistvu čas za to, da se predstavim, da boste sploh vedeli, kdo sem. Verjetno me večina sploh niti ne pozna. Vas je pritegnila objava Energy Boost in bi se na tem mestu mogoče kar malo predstavila, kdo sem. Jaz sem Leticia Fortin, drugače sem Ljubljančanka, ampak tega na glasa nikakor ne moram skriti tudi, ne? Niti ga nočem. Živim pa na obali zdaj že 15 let, oziroma 14 let. Sem mamica enega sina, ki ima zdaj že 20 let. Drugače sem po poklicu diplomirana organizatorka turizma, ampak bom rekla, v ezoteričnem svetu pa delujem od leta 2008. Jaz do takrat v bistvu sem delala druge stvari in je bilo tudi krasno, sem zelo uživala v svojih službah, ampak sem nekako začutila, da bi pa rada delala, da bi rada vodila delavnice. In sem bila takrat v društvu Magično zgibanje, kjer sem se vsega naučila, oziroma večino stvari, kar jih danes znam. In sem potem enkrat dobila prav en tak močen impuls, zdaj pa čas, ustanovi društvo in začni z delavnicami. In to je bilo glih leta 2008, živela sem še v Novem mestu in s prijateljico Julijano ustanovili društvo Fortunata in imeli delavnice. Na kar sem se jaz nekako odločila, da zapustim sistem in sem kar čez noč, ko se mi je iztekla pogodba, dala odpoved v tisti službi in se kot mati samohranilka podala na to samostojno pot. Jaz nisem imela pojma, kaj me čaka. Res, jaz sem šla tako po eni strani zelo naivno v ta projekt, po drugi sem pa bila 100% prepričana, da je to in da bo zame že poskrbljeno. Nisem razmišljala, kako bom plačala najemnino, kako bom plačala hrano. Nisem sploh vedela, da bom mogla zaslužiti nekaj denarja, seveda, da bom lahko jaz vse to vzdrževala. Ampak to je bil tak močen klic, da sem ga jaz mogla poslušati. In res sem začela delati v tem društvu in pod blagovno znamko Magično zgibanje smo začeli delati predstavitve po celi Sloveniji. Bili smo tudi na televiziji, pa na radiju, pa v revijah, ker smo bili v bistvu številčni, veliko članov je bilo, smo imeli različne projekte in smo med drugim imeli tudi svojo revijo, ki smo jo izdajali, mislim, da vsak mesec celo. Tisti, ki so bili na naši mailing listi, so prejemali to revijo seveda brezplačno. Potem smo pa enkrat začeli razmišljati, da bi lahko posneli kakšen video oziroma DVD, takrat, če ni bilo toliko teh socialnih omrežij popularnih in tako. In smo začeli snemati. In jaz sem tukaj danes pri sebi te DVD-je, 5 jih je, ampak enega nimam, ker imam samo prav dobesedno še DVD-je. Drugače so bili pa to takole take knjižice. Magično zgibanje 1, 2, 3, 4, 5 po čakrah. Tale je dvojka za spolno čakro, recimo, potem imamo za pleksus, potem imamo za srčno čakro in pa za grleno. Tako da teh 5 DVD-jev smo mi posneli, izdali in jih prodajali. Na kar
smo, seveda, ker nas je bilo veliko in res veliko talentiranih ljudi, bili smo, bom rekla, na višku svojih moči, imeli smo strašno veliko idej in smo potem rekli, da bi lahko izdali tudi knjigo in res je prišla knjiga ven. 10 nas je bilo avtorjev v tej knjigi z namero do zavesti, srčnosti in svobode in tudi jaz sem v tej knjigi predala en del mojih izkušenj, mojega znanja, ki sem ga nabrala preko teh let. Jaz sem bila v bistvu ves čas, sem vodila delavnice in sem delala samo to. Mogoče par let vmes sem še potem kaj dodatno delala, no pa mojemu Lucjanu pomagam, zdaj ne več toliko, no, včasih sem sem tudi elektriko delala z njim na terenu, seveda sem take stvari, ki sem jih znala, ne mislim, da sem kakšno luč zašraufala, bila sem bolj pomočnica, osebna asistentka. Bila sem tudi osebna asistentka en čas eni gospe oziroma moji prijateljici, tako da ja, delala sem marsikaj v svojem življenju, ampak to, torej vodenje delavnic je pa v bistvu na prvem mestu in me neizmerno, res me veseli, navdihuje in pa polni. Je pa to seveda tudi posel po drugi strani, od tega je treba živeti, je treba plačati prispevke, stroške, prostor in tako naprej, tako da ja, je marsikaj zadaj, ker mogoče nihče to ne vidi, sploh pa tisti, ki mogoče nikoli ni imel svojega SP-ja ali pa svojega podjetja. Potem sem pa v tem društvu Magično vzgibanja prišla do točke, ko sem želela iti na svoje. Spet je prišla ideja, blagovna znamka, z energijo živim, pokazal se mi je moj logotip in sem potem dejansko ustanovila svojo spletno stran, Facebook račun in tako naprej, vse, kar je bilo potrebno. Sem pa že kar nekaj let imela željo, da bi izdala svojo knjigo in sem jo že pisala tudi, Zdaj tega materijala je potem nastalo toliko, da bi lahko še eno izdala, ampak zdaj ta trenutek nimam časa. Se pa bom usedla enkrat pa izdala še to drugo knjigo, ampak ta prva knjiga je poimenovana enako kot moja blagovna znamka in seveda z mojim logotipom, Z energijo živim, v katerem sem predala to, kar znam, osvetlila ta nevidni energijski svet, kaj vse se z nami dogaja, na kakšne načine se dogaja, kako si lahko pomagamo. Notri sem opisala par zgodb, potem tudi od telesa, kaj pomeni, če te recimo, če imaš težave z jajčniki, če imaš težave z križem, je tudi v bistvu o pomenu sanj, to, kar smo se že pogovarjali. V glavnem, nekako te stvari sem zajela, kar sem jaz videla in ne samo jaz, ampak tudi moji sobojevniki v društvu Magično vzgibanja, ker smo imeli nekako podobne uvide in pa spoznanja. Tako da od leta 2018 se trudim oziroma delam na tem, da sem vse bolj prepoznavna po celi Sloveniji. Tako da za letos sem se pa sploh odločila za eno spremembo in sicer organiziram retreat, torej odmik v naravi v avgustu in sem se odločila, da bom povabila zraven še druge ljudi, torej praktično je odprt za kogarkoli, ker do zdaj so prihajali k meni samo tisti, ki so bili že pri meni na delavnici. In to je ena velika sprememba. Druga velika sprememba je, da mi bo ob tem pomagala moja asistentka Ana, ki bo od zdaj naprej tudi skupaj z mano vodila delavnice, odmike in pa šolo, ki jo odpiram v septembru. Tako da, ja, se širimo, se večamo, delamo, smo pridni, objavljamo, veliko je tega, in seveda jaz imam željo in namero, da bi to znanje, ki ga imam, predala čim večjim ljudem naprej.
zato ker je to nekaj posebnega in sploh v teh časih skoraj človek že mora znati poskrbeti zase. Energija je pa tako na prvem mestu, ne? Če pogledamo sebe, kaj tekom dneva rabimo, v bistvu vidimo, da še najbolj energijo. Zdaj pa kako pride do nje, kako ozavestiti te odtoke energijske, kako jih zapreti, ne? To so pa posebni prijemi, načini, ki se jih lahko naučite na mojih delavnicah. Zdaj, če me želite spoznati, lahko pridete na ta odmik, ki bo na Pohorju od 11. do 15. avgusta letos, kjer imam pripravljen en tak res lep in bogat program. Ime oziroma namera tega retrita je Nova energija, nov začetek. Se mi zdi zelo primerno za letošnje leto, ko se nekako smo vsi na enih takih prelomnicah, ko se sprašujemo, v katero smer bi šli, a v to, kaj me navdihuje, kaj me sploh podpira, kaj si želim zase. In bomo dejansko v teh 5 dneh prišli do teh odgovorov, prišli bomo do sebe, prišli bomo do svoje krasne energije. Dobili boste v bistvu toliko več energije, da boste lahko res naredili tiste spremembe, ki si jih želite. Ker, kot vam že govorim v teh videih, je zelo pomembno, da imamo dovolj energije za tisto, kar si mi želimo. Drugače nam vse pade v vodo in je nemogoče karkoli spremeniti, če človek nima te energije. Tako da bo ta retrit namenjen v celoti temu, da pridobite energijo, da pridobite spoznanja in uvide in seveda vse to zasidrate. Da zasidrate to vase in postavite temelje, torej močne, čvrste, stabilne temelje, da boste potem, ko pridete domov, ko se odpira potem, bomo rekli, nova sezona septembra, da boste lažje speljali vse, kar ste si zadali. Zdaj pred tem imamo pa za solstici tudi eno lepo srečanje. In sicer v Rižanskem labirintu. Ste že bili kdaj mogoče tam? To je en poseben kraj, energijsko zelo močen. Jaz se tja odpravim vsake toliko, ko mi zapaše, ko rabim mir, ko rabim se pogovoriti sama s sabo. To je kraj, kjer je res že sama narava okoli prelepa. Potem pa je postavljen dobesedno labirint iz kamnov. In ta labirint stoji tam že od leta 2008. Resnično se čuti ta energija. Meni osebno je ta kraj zelo ljub. In lani smo potem še s prijateljico Mojco, ki je šamanka oziroma igra šamanski boben, je prišla zraven in je bobnala. Energija je bila enkratna, skupina je bila super, res smo se imeli tako lepo. Letos sem pa to nadgradila še z, bom rekla, glasbeno ekstazo, dobesedno. Povabila sem Urbana Brenčiča, ki igra sveta glasbila in to res različna. Tako da jaz komaj čakam, da se dobimo, da on pride, ker zna tako lepo igrati. Ob tem, ko bomo mi izvajali magične kretnje, ko bomo dvigovali svojo energijo, ko bomo plesali ples zemlje in seveda, ko bomo hodili po labirintu, bo on v ozadju nas spremljal s posebno glasbo. Tako da, kdor želi, naj se čim prej prijavi k meni na mail info@zenergijozivim.si, ker več kot toliko ljudi ne bomo mogli sprejeti. Nas je pa že zdaj 14, tako da se kar hitro prijavite. Nekako to je to, kar v tem letu planiram, torej ta solsticijska delavnica, potem retrit, odmik v avgustu in pa septembra šola, ki bo trajala 3 leta. Zdaj, jaz si želim v bistvu tudi v tej šoli dobiti ljudi, ki bi želeli delati pod mojo blagovno znamko.
zato ker danes začeti sam nekje je kar težko in vem, kako je bilo meni težko, pa sem se odločila, da ponudim priložnost tudi vam oziroma vsem tistim, ki čutite ta klic, da bi delali z ljudmi. Čutite, da bi želeli predati vaše znanje naprej. In odpiram vrata za vse take ljudi. Seveda bo treba iti najprej skozi to šolo in potem bi se lahko dogovorili, kako in kaj. Ne pričakujem, da bi učili tako kot jaz, ampak da daste tisto iskro svojo v to svoje učenje. Imam tudi kar nekaj idej za bomo rekli, dolgoročnih idej, ampak to bomo videli počasi in sproti. Tako da ja, no, to je Leticia Fortin, evo. Sem mamica, sem partnerka, sem učiteljica, zelo rada plešem, res to mi je tako, to je za mojo dušo. Zelo rada tudi pojem karaoke. Kdo bo prišel na retreat, bomo imeli večer karaoke, tako da me boste lahko slišali pet in jaz tudi vas. Rada v bistvu hodim v naravo, rada plavam, smučam, rada tudi berem, ko imam čas. Zdaj sem bila nekako 2 leti bolj časovno zelo, je bilo to slabo, kar se tiče tega, ker smo gradili hišo in je bilo veliko časa in pozornosti na tej hiši in na celotnem postopku, ki ni bil lahek. Ampak zdaj smo že toliko splavali ven, da si že lahko vzamem čas zase. V vseh teh letih dela na sebi, jaz recimo sem začela leta 2001, prvič sem šla na eno delavnico in potem sem začela oziroma še prej sem naredila, mislim, da tečaj, reiki tečaj, ja, tako je bilo, pa sem potem še iskala naprej, no. Ampak vse ta leta, kar delam na sebi, kar vlagam vase, no, bom tako rekla, mi ni žal, Veliko stvari sem seveda mogla opustiti, spustiti, spremeniti, ampak sem zato potem dobila vedno neko lepo nagrado ali pa darilo v obliki česarkoli že, Ko sem nekaj spustila, predala, sem v bistvu naredila prostor za nove stvari, In te nove stvari so potem res prišle. Tako da danes se ne smem nič priteževati, ker imam zelo lepo življenje, zelo lep odnos sama s sabo, oziroma bom rekla skozi lepši. Imam krasen odnos z mojim partnerjem, tudi moj partner je na tej poti, bomo rekli duhovni ali kakorkoli že rečemo, in se neverjetno podpirava in sva si zelo kompatibilna. Tudi zato sem neizmerno hvaležna, da imam to podporo in to srečo za tako lepo partnerstvo. In potem je tukaj moj sin, ki je z mano že seveda dlje časa kot moj partner, ker to ni moj prvi mož. Moj sin me pa uči marsičesa. Tudi on je res neko tako posebno bitje, tako kot vsi, bom rekla, verjetno tudi vaši otroci. In mislim, res mi je velik učitelj in od njega se učim obilja. Ker on ima pa to že kar v sebi notri, Jaz se ga še učim, on ima pa to že vse v sebi. Vidim tudi, recimo pri njemu, koliko sem jaz naredila. Ko sem delala na sebi skozi vsa ta leta, ko sem spreminjala, ko sem začela živeti drugače, se začela odzivati drugače, kako je v bistvu vse to vplivalo na, Ker praktično jaz na sebi delam, odkar je on prišel na svet in lahko vidim to razliko. Recimo, jaz sem bila doma, bila sem na tej samostojni poti in jaz, ko je on prišel iz šole, sem bila doma. Jaz sem večinoma delala zvečer ali pa dopoldne, tudi kdaj popoldne, ampak večinoma pa sem ga počakala, sem ga peljala v šolo, sem bila z njim, sem se igrala, ker sem bila sama z njim, Sva bila praktično ves čas skupaj. In zdaj vidim, koliko mi je to njemu dalo, ta druženja. Res, da nisem imela denarja, toliko, kolikor bi si ga želela,
pa nisem mogla iti vse posod, to me je res matralo, tako da to edina stvar je bila ta, ker mi je žal, da sem nekako v tistem času preveč dajala pozornosti na to. Imela sem vedno za preživeti in tako, ampak ni bilo pa to zdaj, da bi hodila po svetu, pa po ne vem kakšnih dopustih. Ampak ena stvar, ki sem pa zelo vesela, da sem mu dala, je pa moj čas. Moj čas, ki sem ga posvetila njemu in bila z njim, se veliko igrala in dobesedno, mislim, več ali manj so bila skupaj, razen v nedeljah. Nedelje so bile pa moje, so bile rezervirane pa za moje delavnice v magičnost gibanja. Tja sem hodila vsako nedeljo, prosim, razen izjemoma par nedelj na leto, ampak res vsako nedeljo, ker mi smo, pač moj učitelj imel tak sistem, da smo se dobivali tedensko in to je bil pa dan zame. In v tem času sem spoznala ful enih lepih, krasnih ljudi, sposobnih, srčnih, posebnih. V tem društvu sem se res krasno imela. Imeli smo tudi mi te retrite vsakoletne, to so bili neverjetne zgodbe. Mi smo delali take stvari, a veste, to je 40-50 ljudi na kupu, veste kaj je to? To je noro. Mi smo za vsako leto imeli cel program, 2-urni program, vsaka regija je pripravila neko točko. Me Primorci, smo vedno pripravili neko igro. In to je bila igra, dramska igra, orang igra, tako da greš v gledališče. Smo se oblekli, smo se našminkali, smo, imeli scenarije take, ko smo vadili, mi smo crkavali od smeha. To je bilo res taki krasni časi. In tudi recimo na odmiku, ko smo bili par dni skupaj, smo imeli te igre in res lepi časi. Upam, da ste tudi vi kdaj doživeli kaj takega. In zato tudi letošnji retrit, ko ga jaz organiziram, bo tudi zabaven, ker smeh mora biti in brez tega ne vem, kako bi človek sploh živel lahko. Tako da ja, za mano je res veliko tudi od vodenih delavnic. Računajte, da jaz delavnice vodim že od leta 2008, se pravi 14 let, 15 let zdaj, ja. Tedenske delavnice, skupinske, individualne, šole, tečaje. Tako da ja, imam veliko izkušenj. Kakšne izkušnje so bile tudi malo čudne, hecne, ampak v bistvu vsak človek, ki pride k meni, mi nekaj nauči. Res čisto vsak človek. In hvala vsem, ki ste bili z mano, če me gledate. Hvala vam za zaupanje, da ste bili z mano. Meni je bilo neverjetno lepo. Seveda so bili tudi težki trenutki, ne mislim, da je bilo vse samo pravljica in tako, ampak sem se veliko naučila iz tega, predvsem pa iz te interakcije. Tako da ja, evo, zdaj pa živim, smo se preselili, smo kupili hišo 2 leti nazaj, živim v zaledju Kopra, neizmerno uživam v brkljanju po vrtu, vse bolj me vleče tudi tako v delo zunaj, tako se mi zdi, da preveč časa itak preživim pred računalnikom, ker delam objave in tako naprej, organiziram programe in potem dam res telefon na stran in grem ven in to mi je tako lepo, tako neverjetno lepo. In najbolj sem vesela, ker mi nekdo podari sadiko. Ja, sadik sem zelo vesela. Tako, hotela sem se malo podeliti z vami, da boste videli, kdo je Leticia Fortin, da sem tako, kot vi, človek, imam svoje slabosti, imam svoje pluse in predvsem pa je moja res srčna namera ta, da predam naprej to znanje, to šamansko znanje starodavnih Toltekov, te magične kretnje, ki so dobesedno magične in so mene tako
navdušile, da vam ne morem povedati. In tudi ta način življenja, bojevniški način življenja, ko dejansko si bojevnik in se bojuješ z notranjimi demoni, ne proti zunanjemu svetu, ampak v sebi sam s sabo, odlagaš tisto, kar ti ne rabi več in nalagaš nove programe. Ja, no, zdaj sem vam pa skoraj vse povedala. Če vas še kaj zanima, vam z veseljem podelim. V glavnem, vse o meni, ali pa bomo rekli ne vse, ampak veliko o meni si lahko pogledate na moji spletni strani leticiafortin.com. Lahko si na Facebook strani pogledate Z energijo živim, Leticia Fortin. Tudi na YouTubeu imam svoj kanal Z energijo živim minus Leticia Fortin, kjer je kar nekaj videov že posnetih. Že par let nazaj, ko sem izdala knjigo, sem te tehnike, ki so opisane v moji knjigi Z energijo živim, sem jih dala tudi, sem jih posnela in so tam, tako da si lahko pogledate ta kanal, pogledate kar precej teh vodenih meditacije, tudi tehnik za hiter dvig energije, pa tehnika za preboj in premik v novo smer je gor, pa mislim, da je tehnika za čiščenje virusov, tako da sem kar že nekaj posnela in si lahko brez problema pogledate, preizkusite, naredite kaj, je pa tudi, so druga predavanja, izobraževanja, tako da poglejte si. Če vas karkoli zanima, me kontaktirajte na info@zenergijoživim.si. Zdaj pa, da vas še enkrat spomnim, na solstici 21.6. imamo prekrasno delavnico Glasbena ekstaza v Rižanskem labirintu, tako da zelo, zelo dobrodošli, ker mesta se hitro polnijo. Tako, lepo vas pozdravljam in seveda se vidimo v drugem videu, oziroma zdaj že v 4. dnevu, ko bomo poskrbeli za svojo auro. Lepo, lepo se mejte. Čau, čau!